V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, dragi verniki, imamo 6. dopolnilno nedeljo, preostalo nedeljo po Gospodovem razglašenju. Zanimivo je gledati, da so nekateri spevi, zlasti spevi, so pravzaprav vsi enaki, en in isti spev, torej za vstopni spev, pa potem pri darovanju in tako naprej. Te stvari so enake, spreminjajo se seveda berila pa evangeliji, te stvari se spreminjajo, pa seveda zborne molitve, torej te molitve, ki jih duhovnik moli. To lahko povežemo s priliko o gorčičnem zrnu in o kvasu, ki smo poslušali, kvas v testu seveda. Ni težko ugotoviti, da se naš Gospod konkretno sklicuje na cerkev, ki jo bo ustanovil, ko govori o teh dveh prispodobah. Najprej torej skrije se skupaj pod prispodobo, ampak jasna je ta namera. Torej imamo prerokbo, kako se bo ta cerkev razvijala, kako bo rasla, kako se utrjevala, ampak kot je to gorčično zrno in to drevo, navednicah, narekovajih, svojevrstno zrno, svojevrstno drevo in tako naprej, tako tudi ta cerkev bo imela svojevrstno resničnost, svojevrstno rast in tako naprej. V človeških očeh se bo zdela majhna, nepomembna in tako dalje, ampak v resnici bo rasla drugače, kot so si predstavljali mnogi. Torej, cerkev, ki iz tistih par ljudi se je razvila, ob Mariji Devici je bilo zbranih 12 apostolov, pa še nekaj drugih, par deset drugih učencev, nekaj čez 70, kot vemo. Torej, iz tega se je razvilo najprej zelo veliko število, par tisočih, pa tako naprej. Kot pogledamo potem to v določenih zgodovinskih delih, vidimo, da je šlo pravzaprav, če tako matematično rečemo, za eksponentno rast. Se pravi, ni šlo za počasno rast, ampak eksponentno, kar z nekimi ogromnimi skoki se je povečevalo število vernih v cerkvi, tako da, kot so prepričani večinoma tudi zgodovinarji in tako, ko je cesar Konstantin potem dal svobodo cerkvi, 313 in tako kot vemo, je že bila nekako dosežena neka absolutna, pa tudi relativna seveda večina v rimskem cesarstvu. Se pravi, več kot polovica ljudi je že bila kristjanov. In zato je bilo treba kot se reče, potrditi to dejstvo. Se pravi, dejstvo je tako in tako in cesar Konstantin je imel smisel, seveda očitno za resničnost, in je potrdil to dejstvo, ki je tam bilo. Torej, cerkev rasla, se razvijala, se utrjevala in mi ponavadi, ko poslušamo to priliko, nismo pozorni. To drevo, gorčično, je grm visok par metrov, v resnici, medtem ko preroki, kadar govorijo o Božjem ljudstvu Izraelu, cerkev je Božje ljudstvo nove zaveze, ker zdaj ni več meso in kri tisto, ki je izvoljeno, ampak seveda tisti, ki sprejmejo Kristusa, ki sprejmejo Logos, ki seveda se dajo krstiti, ki se včlenijo v sveto cerkev. To je zdaj novi Izrael. Se pravi, Božje ljudstvo je bilo vedno predstavljeno kot mogočna libanovska cedra, ki raste. Torej, tako da tukaj imamo že eno nasprotje. Torej, Judje so takoj razumeli, da govori o Izraelu. Ampak čudno se jim je zdelo, kako zdaj, da ni cedre tukaj, da je ta gorčični grm pravzaprav.
ki ni nič posebnega. Že res, da določene ptice lahko gnezdijo celo in tako naprej, da ima neko določeno senco, da par metrov zrase, ampak ne več kot toliko. Ne? Tako da Kristusove te prilike se vedno zgodi nek preobrat. Nekaj ni tako, kot bi pričakovali. Ne? Ampak, kot sem rekel, mi nismo dovolj pozorni včasih, da bi to videli, da bi šli za tem. Ne? Torej tako. Se pravi, vemo, kako so bili skromni ti začetki te cerkve. Ne? Torej, kot smo že rekli, tistih par ljudi. Ampak že Kristus sam, ki se je v skalnatem hlevu rodil med živalmi v nekem nepomembnem mestecu, čeprav je bilo Davidovo mesto, ampak je že davno šlo v pozabo. Ne? Noben ni bil več pozoren na ta Betlehem. Ne? Potem pridejo preprosti pastirji prvi ga počastiti, pa pogani, ki pridejo, ne? Ki tako Jude so jih nekako črtili, pa tako naprej. Ne? Torej, neke druge vrste resničnost, neke druge vrste nauk. Ne? Torej, jedro cerkve, seme cerkve, kot smo ugotovili, zelo skromno, ampak iz tega zelo skromnega semena, torej apostolskega in tako, ne, Marijinega apostolskega in to, potem zraste mogočna resničnost. In bomo se vrnili k temu, da bomo videli, kako na zunaj se zdi to majhno in v resnici tudi je na nek način majhno, ne? Ampak v tej logiki nebeškega kraljestva in Kristusa kralja in tako še kako velika resničnost. Ne? Tako da resnično lahko postane mogočno drevo, ampak mogočno drevo zlasti v tej zmagoslavni cerkvi. Tam bi lahko rekli, da je to res libanonska cedra mogočna. Ne? Vseh svetih in blaženih, ki so v nebesih. Tam je pa res vse mogoče zbrano, ne? Se pravi, z vseh strani sveta zbrani, kot so proroki napovedovali, vseh narodov, ljudstev in jezikov in tako naprej, kot je tudi sveti Janez videl, ne? Tam je to zbrano. In seveda tisti, ki pravilno gre po tej skromnosti, bomo rekli, ne? Po tej evangeljski poti, ki ni lahka, ki je skromna in vse te stvari, kar je bilo napovedano tudi v Jezusovem govoru na gori, ne? Se pravi 8 blagor ali pa 9, kakor vzamemo. Se pravi, če gremo po tej poti, potem lahko tudi upamo in verujemo, da nekoč bomo tudi mi nekako pripadali, da bomo en od teh listkov in tako na tej mogočni cedri. Tako da to je ta resničnost. Ne? Zdaj tisti, ki sledi tej pravilni logiki, kot smo rekli, ne? Tej evangeljski logiki, ki je logika Kristusa kralja, ki ni logika tega sveta, tisti seveda bo doživljal neko rast, bo imel nek uspeh, ne v očeh sveta seveda, ne? Tam bo lahko še kako neuspešen, ne? Ampak vendarle, v Božjih očeh bo to uspeh. Spravi, kdor se pa oddali od te logike, da gre po človeški, pa seveda tako in drugače doživlja morda v človeških očeh uspehe, ampak v resnici neuspehe. Ne? Bi morali se tudi kdaj vprašati pa iti pogledati, kako se počutijo potem, ko so sami v teh svojih ogromnih graščinah in vilah in tako naprej ti uspešneži, ne? Ali je to res temu tako, ne? Mislim, tam blizu naše hiše, kjer živimo, je tisti proizvajalec teh električnih avtomobilov, tam na Hrvaškem, ne, Rimac, ki je seveda še kako v teh človeških ozirih uspešen, ampak po drugi strani
pa tudi neuspešen. Ne? Tako da tudi te stvari je treba malo pogledati. Torej, mi se oddaljimo od svetega izročila, se oddaljimo torej tudi od Kristusa, se oddaljimo od poživljajoče moči nebeškega kraljestva, od te moči, te energije, ne? Se pravi, da imamo neko stvar, ki postavi vse te mogoče moči, ki so na razpolago, postavi v delo. Ne? To pomeni energija. Ne? Postaviti v delo vse to, kar je na voljo. To nam bo prišlo zdaj še prav po tem razmišljanju. Torej, sveti Vincent Silerenski, kot vemo, je dal tisti svoj kanon, ne, da cerkev je zmeraj učila enako, ne, vse povsod, ne, tako da vedno povsod vse. Ne. In ljudje so tako tudi verovali, vedno povsod in vsi tisti, ki so sprejemali. Ne. Torej, to je vera cerkve, to je nauk cerkve, to je to izročilo. Ne. Tisto, kar je cerkev vedno povsod in vse učila, to tudi dan danes je treba učiti in sprejemati in verovati in tako naprej. Ne. Zdaj, če smo mi podaniki tega kralja, sprejmemo in prenašamo naprej tisto, kar nam ta kralj po svojih služabnikih daje, izroča. Zato tudi izročilo. V slovenščini lahko lepo uporabimo to besedo izročilo, ker tradicija je enako izročilo. Tradere, predati, izročiti, torej izročilo. Zaradi tega. Poznamo, vsi smo se igrali igro telefona. Če se jaz potrudim, ne, mislim, če se vsak člen v tem telefonu potrudi, izroči točno tisto, kar mu je bilo povedano, potem na koncu verjetno, da bo tudi tisti ta zadnji povedal točno tisto, kar je prvi rekel. Ne. Če ne, vemo, kako se vse sfiži, poteka ta zadeva. Ne. Kadar mislimo, da znamo več in bolje od Kristusa in cerkve, potem vemo skozi stoletja, tisočletja, kako so šle nekako te stvari, ko so bile te razne krive vere, krivovirstva in tako naprej, ne, do današnjih časov, do zadnjih desetletij in tako naprej. Spravi, če se oddaljimo od vsega tega, se spremeni vse skupaj v nasprotje tega, kar bi želeli. Ne. Spravi, mi po človeško nekaj si želimo, imamo celo dobre želje, dobre namene in tako naprej, ampak kot je neapeljski filozof Giambattista Vico lepo rekel v heterogenezi ciljev, ne, se spremeni v nasprotje, če samo po človeško to delamo. Ne. Se pravi, Bog človek obrača, Bog obrne, ne, tako bi rekli s tistim starim pregovorom, ne, ali rekom. Spravi, mi imamo svoje namene, cilje, pa vendar to se sfiži, se obrne v svoje nasprotje, v nasprotje tega, kar smo želeli doseči. Ne. Tako da vidimo. Moramo biti torej zvesti temu, ker če ne, ne bo dobro vse skupaj. Ne. Tako vidimo, govorili so, da bo pomlad in seveda pomlad se ni zgodila, bila je zima. Ne. Zima v cerkvi, ampak seveda ne povsod. Kot lahko vidimo, da kjer se ostane zvesti izročilu, recimo naši bratovščini, tako da so tudi neki dobri rezultati. Lahko bi bili boljši, lahko bi bili slabši, ne? Ampak recimo že to, da raste število središč, kjer se darujejo tradicionalne svete maše, podelijo tradicionalni zakramenti, kjer se uči tradicionalni nauk, da se povečuje število bogoslovcev, da se povečuje število tudi duhovnikov, ne, seveda, da v nekaj
desetletjih in tako se je prišlo, se pravi v 50 letih se je prišlo z tiste majhne skupine, spet je bila majhna skupina na okoli 730 duhovnikov, ne, v Bratovščini, kar seveda ni malo in to pomeni, to so samo člani, ne. Tisti, ki so dejansko znotraj Bratovščine, je pa še kar lepo število tudi duhovnikov prijateljev, ne, ki so tudi pomagajo in tako in so povezani seveda in delujejo v okviru te naše Bratovščine, ne, tako da moramo reči, da je kar ena lepa velika rast, seveda ne gre v vseh pogledih za neko eksponentno rast, v nekaterih pogledih bi celo lahko tako zatrdili in rekli, ne. Ampak drugače je že prav, da je tudi malo bolj počasna ta rast, ne. Pač eni pridejo, eni grejo in tako naprej, ampak stvar vztraja naprej. V zadnjem intervjuju, ki si ga lahko preberete seveda na naši strani slovenski, je bil v petek objavljen, tako kot smo bili naprošeni. Nam lepo naš generalni predstojnik pove par besed glede tega tudi in nas tudi opozori, kako bi bilo prav, katere so nepravilnosti in tako dalje, ne. Seveda vemo, da ustanovitelj nadškof Lefebvre in pokojni škof Tisje sta vedno poudarjala Kristusa kralja, ne. Tako tudi mi moramo iti po tej logiki, ne. Se pravi, ostajati zvesti izročilu, temeljiti na Kristusu kralju, ki je najprej moj kralj, potem pa tudi še širše naprej. In seveda želimo resnično povsod Boga, ne, kot pravi ta pesem, ki praktično v vseh jezikih se poje, ne. Takole, torej en majhen odlomek tega, kar pravi Don Davide. Od svoje ustanovitve Bratovščina to vlogo priče, seveda izročila in zvestobe in tako, opravlja v posebnem kontekstu krize brez primere, ki je prizadela duhovništvo, mašo, vero in vse zaklade cerkve. V tem smislu je opomin na resničnost teh zakladov in njihovo nujnost za obnovo vsega. Ne da bi se za to odločila, Bratovščina živi kot privilegirana priča izročila v razmerah, ko je izročilo zasenčeno. Dejstvo je, da se Bratovščina v tem smislu znajde v znamenju protislovja v korist cerkvenega izročila. Moč njene obrambe je edinstvena v tem, da je njena zavrnitev vseh liberalnih reform brezpogojna in ne dopušča nobenega kompromisa. Tako pa je njeno stališče neposreden in popoln odgovor na to, kar cerkev v sedanjih razmerah potrebuje. Torej, morda moramo malo bolj se poglobiti v te besede, da bi točno razumeli, kaj govori, ampak vendarle mislim, da je dovolj jasno, kaj nam hoče povedati. Se pravi, Bratovščina si ni sama izbrala, ampak je bila nekako tudi primorana, da to počne, ne. Torej, da bi vse skupaj ohranila, obnovila in tako naprej, ne. Tudi nadškof Lefebvre so ga prosili ti kandidati, ti bogoslovci in tako med njimi tudi mladi Tisje de Marais, ne, ki je potem postal duhovnik noter in tudi škof, ne. In je začela zadeva živeti in dandanes je, kar je, ne. Se pravi tako. Znamenje, ki se mu tudi nasprotuje, torej znamenje protislovja, ne, zato. Ampak seveda, ki ima svoje sadove zaradi tega, ker zavrača vse tisto, kar bi bilo liberalno in tako, kar bi bilo neke kompromise in tako treba sklepati in tako naprej, se ne sklepa nobenih kompromisov, ne, tako. Torej, že smo večkrat poudarili, zlasti zadnje čase, da le majhen delež ljudi je članov katoliške cerkve na tem svetu, torej manj kot petina vsega svetovnega prebivalstva. V Sloveniji je še slabše, ne, vse skupaj, ne. Sicer
bi rekli, dobro, število krščenih in tako naprej, ampak število dejavnih, ne, to je tisto, kar je še važnejše in to je seveda zelo, zelo majhno to število. Torej, ne samo, da se izrekam za kristjana, ampak da tudi živim svojo vero, še bolj pa, še manj je ljudi, ki pravzaprav bi poznali pravi nauk, pravo mašo, prave zakramente, zaklade cerkve, sveto izročilo in tako naprej. Ne? Tako da, kot pravi lepo Don Davide, ne smemo zaspati na nekih lovorikah, ne? Vse nam gre fajn, vse smo že dobri, ne? To tudi papež je večkrat poudaril, zlasti začetek pontifikata bo tukaj rekel, ne? Da ne moreš reči, ti si že dober tak, kot si. Ne? Treba, tle ima prav, ne? Tle treba citirati. Torej, treba delati na tem, da bomo trdo delali za rast tega Božjega kraljestva tukaj na zemlji. Zato moramo se truditi za krepostno, za molitveno, zakramentalno bogato življenje, ampak to seveda še ni dovolj. Imamo duhovno vodstvo naših duhovnikov in predstojnikov in tako naprej, pa vsakdo mora tudi svoje dati tukaj, svojo velikodušnost pokazati, narediti, kar more narediti, kar lahko naredi. Vsak od nas ima neke sposobnosti, pa lahko marsikaj napravi. Ne? Tako da te zadeve, glejte, naši apostoli in to, kot vemo, so bili neki preprosti delavci, ali pa so bili cestninarji, grešniki in take stvari, pa so ratali taki veliki oznanjevalci za Kristusa in so celo pretrpeli mučeniško smrt in tako še bolj v krvi potrdili pravzaprav svojo zvestobo in vero v Kristusa. Tako da vsakdo lahko tako drugače da svoj prispevek, nekdo je lahko pričevalec doma in v okolju, kjer se giblje. Torej, vsakdo se nekje giblje, pa doma tudi daje nek zgled, ne? Lahko daje. Tako da imamo tukaj vseh ozirih, torej žetev je velika, delavcev pa malo. Torej, ne samo kar zadeva te poklice, seveda poklici so zelo pomembni in prihodnje leto bo še posebej temu posvečeno v naših krogih, da bi imeli še več teh poklicov. Seveda zelo pomembni so tudi ženski redovni poklici, pa tudi moški, ne bomo rekli, tudi redovni bratje, vemo, da so. Pa imamo tudi te oblate in tako naprej, ne, to so vse zelo pomembne stvari, ki še kako dobro blagodejno vplivajo, ne bomo rekli. Ampak po drugi strani tudi to, da v svojih družinah, v svojih domovih, na svojih delovnih mestih, po naših kapelah in cerkvah damo svoj neizbežni prispevek, bomo rekli, ki ni samo denarni prispevek, ampak imamo še marsikaj drugega. Ne? Torej, če smo sposobni kaj napraviti, če smo sposobni kaj pomagati pri kakšni stvari, če smo sposobni ministrirati, peti, karkoli. Ne? Vsakdo ima neke sposobnosti. Po drugi strani tudi, kadar so te skupne molitve, češčenja, rožni venci in take stvari, tudi to, da se čim več tudi tega udeležujemo, ne? Ker vemo, da skupne molitve so še močnejše. Ne? Lepo, seveda, prav je, vsi mi moramo tudi osebno in zasebno moliti, ampak posebej pa te skupne molitve in tako, kadar smo povabljeni, ne? Torej, tudi to še zraven. Torej, ne se bati, ne, biti pričevalci, da povemo, kam hodimo, da še koga tudi nagovorimo, da povabimo, da komu tudi damo razlog za te stvari, da mu torej razložimo kakšne stvari na primerne načine, seveda in tako. Vse to lahko naredimo. Ne? Tako da
imamo še veliko dela. Ne? Duhovniki ne moramo priti na vsa mesta, lahko pa pridemo praktično povsod s pomočjo naših vernikov. Ne? Torej, vsak od nas ima te svoje naloge. Tako da, kot smo rekli, dajmo delati na to, da bi čim več ljudi, ne samo zdaj, ko smo en bogi gorčični grm, ne, ki nudi, kolikor nudi, ne, ampak da bi delali za to, da bi bilo čim več ljudi v nebesih. Ne. To je naše delo. Da se čim več ljudi zveliča, ne. Seveda začenši z mano in s tistimi, ki so mi zaupani. Ne. Se pravi, jaz kot duhovnik, vi kot pripadniki družin in tako naprej. Ne. Vse te zadeve. Zdaj pa v mesecu novembru še posebej, spet smo povabljeni, sem zadovoljen, lih prej bi en vernik lepo daroval za mašo za duše v Vicah. Torej smo poklicani posebej delati tudi za te člane, te trpeče cerkve za duše v Vicah. To se premalo v zadnje čase poudarja in vidim tudi, da nekako tudi v cerkvi drugače, ne, v škofijah in tako, dosti več se neko materialnost in tako poudarja, ne pa dovolj tega. Ne. Sej sicer neke pobožnosti in to vse nekaj spodbuja in tako, ampak resničnost potem vidimo, ne, koliko se potem dela za te verne duše. Normalno, ne, zdaj, če so vsi zveličani, če vsi gredo v nebesa in tako naprej, zakaj bi se še trudili delati, ne, ampak vemo, da te duše so vsekako potrebne vsega tega, torej svetih maš, naših molitev, pa tudi druge stvari. Torej, mi dajmo lepo obiskovati pokopališča, prižigati pravo svečo, seveda, ne, lahko trikrat še poudarim, ne, ampak mislim, da tle v Sloveniji, da že vemo, da prižgemo svečo s pravim plamenom. Ne. To je ta pravi simbol, ta pravo znamenje, ne pa neke one stvari, ki pomenijo nekaj čist drugega. Poškropimo lepo grobove z blagoslovljeno vodo, molimo za rajne, darujemo tudi vse drugo, preganjanje, zasmehovanja, bolezni, trpljenje. Seveda bomo s tem zadoščevali za svoje lastne grehe, ampak če bomo dovolj naredili in tisto, bo Bog vzel tudi za verne duše ali pa za katere druge ljudi, za katere bomo namenjali. Namen ni napačen, ne, če namenimo. Da to rad trpim v slavo Jezusa Kristusa, Device Marije, angelov, svetnikov, za verne duše, za svojo družino, za svoje otroke, ne vem, kakorkoli že. Če damo prave namene, zakaj Bog ne bi tega vzel, ne? Najprej seveda, kot smo rekli, spravo za naše lastne grehe, ampak zakaj potem ne bi tudi naprej šla zadeva, ne? Tako da, to so neke te stvari, neke te misli, ki se porodijo, ko premišljujemo taka bogata besedila, kot je ta sicer kratki evangelij, pa vendarle. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.